Vojna v Ukrajini se spreminja vse hujšo tragedijo, ob tem, ko ruski tanki skoraj ne napredujejo več. Najbrž tudi zato zahodni obveščevalci vse pogosteje špekulirajo o zdravstvenem stanju carja Vladimirja Vladimiroviča Putina I. Po domače mislijo, da se mu je zmešalo. A ruski državni mediji, na se drugih sploh nimajo, so takoj našli strokovnjaka, ki je ta namigovanja zanikal. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Prav ste videli, to je bil beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, ljubkovalno imenovan zadnji evropski diktator, ki je očitno tudi strokovnjak za javno zdravje. To je nenazadnje dokazal tudi pri spopadu s koronavirusom. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Dobri stari Lukašenko. Virusa ni, ker ga ne vidimo. Putin je zdrav, ker še vedno hodi na pogrebe. Logično, če si bolan, na pogrebe ne hodiš, ampak te prinesejo. Sam vsem doktorju Lukašenku jaz ne bi pustil, da me operira. Sorry. In ker so trenutno v soju žarometov evropski diktatorji, se severnokorejski veliki vodja Kim Jong-un počuti nekoliko zapostavljenega. Zato je posebej za zahodni trg posnel promocijski film v slogu legendarnega Top Guna. Dajmo si pogledati, kako si to predstavljajo v Pjongjangu. Očitno so tudi v Severni Koreji ravno kar prišli na poletni čas in morajo zdaj non-stop preverjati, a so premaknili kazalce. Raketo jim je vseeno uspelo izstreliti, k sreči pa njihove zaenkrat padajo v morje, ne pa na šole in bolnišnice. Toliko za ta teden o diktatorjih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.